V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. K tebi kličem, o Bog, skloni se k meni in poslušaj mojo prošnjo. Varuj me ko zenico v očesu, skri me pod peruti svoje ljubezni. Tako nas vstopni spev povabi v današnjo svetomašo. Danes se spominjamo tudi svetega Janeza Pavla II., papeža, neobvezni gotje, pa položimo Gospodu na oltar naše molitve, naše prošnje, naše zahvale, da se bo Gospod res lahko sklonil k nam, nas uslišal, nas skril med peruti svoje ljubezni. Svetomašo Patri danes darujemo v zahvalo za Jankovo življenje in za Božje varstvo zanj, ter za pokojne Mirka Drnovšek in za starše Drnovšek. Na začetku te svete maše pa najprej prosimo za vse nas Božjega usmiljenja. Priznajmo Gospodu naše slabosti, našo grešnost in ga prosimo njegovega usmiljenja, da bomo vredno pri tej sveti daritvi. Gospod Jezus Kristus, Oče, te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Vsemogočni, večni Bog, vodi našo voljo, da bomo zmeraj vdano sprejemali tvoje zapovedi in ti z iskrenim srcem služili. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, poklekujem pred Očetom našega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem biva vsako očetovstvo v nebesih in na zemlji. Naj vam da po bogastvu svojega veličastva, da se z njegovim duhom krepko utrdite v notranjem človeku, da se po veri v vaših srcih naseli Kristus, da boste mogli ukoreninjeni in utrjeni v ljubezni z vsemi svetimi razumeti, kakšna je širokost in dolgost in visočina in globočina, ter spoznati vse spoznanje presegajočo Kristusovo ljubezen, da se boste spopolnili do vse popolnosti Božje. Njemu, ki more pomoči, ki deluje v nas, storiti neizmerno več kot vse, kar mi prosimo ali umejemo, njemu pa slava v Cerkvi in v Jezusu Kristusu vse rodove vekomaj. Amen. Božja beseda, Bogu hvala. Zemlja je polna Gospodove dobrote, zemlja je polna Gospodove dobrote. Radujte se, pravični v Gospodu, poštenim se spodobi, da ga hvalijo. Slavite Gospoda s citrami, igrajte mu na harfo z 10 strunami. Zemlja je polna Gospodove dobrote. Gospodova beseda je prava
in vse njegovo delo zanesljivo. Ljubi, kar je prav in pravično, zemlja je polna Gospodove dobrote. Zemlja je polna Gospodove dobrote. Gospodov sklep ostane na veke, njegove misli od roda do roda. Blagor narodu, čigar Bog je Gospod, ljudstvo, ki si ga je izvolil v dedno last. Zemlja je polna Gospodove dobrote. Gospodove oči so uprte na nje, ki se ga bojijo, na nje, ki upajo v njegovo milost, da odmeni jih duše smrti in jih oblakoti preživlja. Zemlja je polna Gospodove dobrote. Aleluja. Slavljen si, Oče, Gospod nebes in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti Božjega kraljestva. Aleluja. Gospod z vami, s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Kristus. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: prišel sem, da ogenj vržem na zemljo, in kaj hočem, da bi se že vnel. S krstom pa moram biti krščen, in kako bridko mi je, dokler se ne izvrši. Ali mislite, da sem prišel, da prinesem mir na zemljo? Ne, rečem vam, ampak razdor. Odslej jih bo namreč v eni hiši 5 razprtih. 3 se bodo razprli proti 2 in 2 proti 3. Oče bo proti sinu in sin proti očetu, mati proti hčeri in hči proti materi, tašča proti svoji snahi in snaha proti tašči. Kristusov evangelij. Ko Jezus govori o razporu in razdoru celo med člani iste družine, težko zaključimo besedilo z besedami Kristusov evangelij, se pravi Kristusovo veselo oznanilo. Pa vendar, zakaj govori Jezus o tem? Zato, ker ogenj, ki ga želi vreči na zemljo, pomeni svetega duha, pomeni tisto, kar so učenci doživeli na Binkošti. In potem, ko zares pričujejo za Kristusa, ko potem zares vzamejo njegovo besedo, ko iz njih izžene strah, potem pride tudi do določenega razdora. Nekateri, ki ne verujejo, se upirajo, in to je tista ločitev, ki jo prinese odločitev za Kristusa. Če mu sledimo, če pustimo, da nas ta ogenj, ki ga Jezus prinaša, razsvetli, da se nas dotakne, potem bo ta odločitev pomenila tudi neko tveganje v našem življenju, ker bo preveč nasprotna silam zla, ki še vedno delujejo, in zato bo prišlo lahko tudi do razdora, do razprtije. Evangelij pa nas predvsem vabi k temu, da bi ta čas, ki mu Jezus reče krst, to gotovo pomeni njegovo trpljenje, njegov križ, zmogli nositi v luči velike noči, zmogli nositi v luči tega ognja, ki ne uničuje, ampak ognja, ki je sveti duh, ki daje življenje, ki nam pomaga, da se zares odločimo in živimo dobro življenje, živimo tako, da Bog lahko deluje po nas in da tudi mi prinašamo ta ogenj, to svetlobo, to luč svetu okrog nas. Apostol Pavel nas danes opominja, vabi, da bi se zavedali te Božje ljubezni, da bi jo razumeli, da bi doumeli njeno širokost in globokost, kot pravi, predvsem pa, da bi se vedno znova zavedali, da nam Bog daje in želi dati neizmerno več, kot smo ga mi sposobni prositi. Pa se zato
v tem zavedanju obrnimo nanj z našimi prošnjami. Jezus je prišel, da vrže ogenj na zemljo in želi, da bi se razplamtel. Odprimo mu svoja srca in ga zaupno prosimo: dobrotni Jezus, naj se ne varamo, da je hoja za teboj lahka, ampak zaupamo v tvojo milost, ki nas v stiskah podpira. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, naj sveta Cerkev kljub težavam in trpljenju vedno in povsod oznanja neokrnjeno resnico. Prosimo te, usliši nas. Dobri Jezus, vir vse tolažbe, okrepi in podpri vse tiste, ki morajo zaradi tvojega imena prenašati nasprotovanje in krivice. Prosimo te, usliši nas. Usmiljeni Jezus, ti nas vztrajno čakaš v zakramentu svetega rešnjega telesa. Naj ne bomo brezbrižni do tebe, saj nas hočeš svojo bližino osrečiti. Prosimo te, usliši nas. Na priprošnjo svetega Roka se usmili vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov in njihovih svojcev v naši domovini in po svetu. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo. Prosimo te, usliši nas. Usmiljeni Jezus, v tebi je naš zadnji cilj in naša dokončna sreča. Sprejmi k sebi naše rajne brate in sestre. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, nisi prišel na svet prinašati mir, ampak razdor, pa vendar svojim učencem obljubljaš mir, ki ga svet ne more dati. Spremljaj nas, da bomo s tvojim mirom v srcu mogli prinašati svetu tebe, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Skrivnosti tega vina in vode naj postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je za nas postal deležen naše človeške narave. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Izmij, Gospod, mojo krivdo in me očisti mojega greha. Molimo, bratje in sestre, naj Bog, vsemogočni Oče, sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sveti Bog, svojo milostjo nas reši vezi grehov, da bomo svobodni služili tvojemu oltarju.
Skrivnosti, ki jih opravljamo, naj nas vedno bolj očiščujejo po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu, spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primirno in zveličavno, da tebe, večnega in vsemogočnega Boga, nenehno poveličujemo in se ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni obhajamo spomin njegove smrti, v živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje in njegov nebohod, v trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo: Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Dobri Oče, od vsega začetka delaš, kar je dobro za nas, da bi vsi postali sveti, kakor si ti svet. Bili smo izgubljeni in se ti nismo mogli bližati, ti pa si nas neskončno ljubil. Poglej na svoje ljudstvo, ki je zbrano pred teboj, in pošli moč svojega svetega duha, da postanejo ti darovi za nas telo in kri tvojega ljubljenega Sina Jezusa, našega odrešenika, v katerem smo tudi mi tvoji otroci. Tvoj Sin, edini pravični, se je prepustil našim grešnim rokam, ki so ga pribile na križ. Preden so njegove razprostrte roke zarisale med nebom in zemljo neizbrisno znamenje tvoje zaveze, je obhajal veliko noč s svojimi učenci. Pri večerji je vzel kruh, te počastil in zahvalil. Kruh razlomil, ga dal učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Ker je vedel, da bo s svojo krvjo na križu vsem zaslužil spravo, je pri tej zadnji večerji vzel kelih z vinom, se ti spet zahvalil, ga dal svojim prijateljem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih nove in večne zaveze v moji krvi, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi. Obhajamo spomin Kristusa, našega velikonočnega jagnjeta, ki je naš mir in naša sprava. Spominjamo se njegove smrti in vstajenja in pričakujemo veliki dan njegovega prihoda
in naše večne sreče. Tebi, vedno zvesti Bog, darujemo sveti dar, ki vrača človeštvu milost sprave. Dobri Oče, ljubeče se ozri na vse, ki nas vabiš k sebi, da se združimo s Kristusovo daritvijo na križu. Tako naj v moči Svetega Duha vsi postanemo telo Tvojega ostalega Sina, ki nas vse brez razlike združuje v sebi. Ohranjaj nas v občestvu s papežem Frančiškom in našim škofom Stanislavom, da bomo vsi enega duha in enega srca. Pomagaj nam, da si bomo vsi prizadevali za prihod Tvojega kraljestva, dokler ne bomo vsi pri Tebi, sveti med Tvojimi svetimi, skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, apostoli, ter našimi rajnimi brati in sestrami, ki jih priporočamo Tvojemu usmiljenju. Tedaj bomo v novem stvarstvu, za vselej rešenem razpadljivosti, mogli iz srca peti hvalnico odrešeniku, ki živi na veke. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Molimo skupaj, kot nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, dobri Oče, vsega hudega, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ki si svojim apostolom rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir naj bo vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kristusovo telo naj nas varuje za večno življenje.
Božji sin je prišel, da bi dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Molimo. Dobri Bog, svete skrivnosti, ki jih obhajamo, naj nam bodo v duhovni napredek v tem življenju in nas pripravijo na večne dobrine po Kristusu našem Gospodu. Še vedno velja povabilo, da lahko pridete na prejem svetega obhajila ob vseh urah, ko so bile prej na sporedu svete maše. Prihajajte posamezno, pazite, da ne bo več kot 6 ljudi naenkrat v cerkvi, to vas posebej prosimo. Sedaj pa molimo skupaj še molitev za zdravje, pa jo dobite na zaslonu, jo lahko molite zraven. Oče usmiljenja in tolažbe, Tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušeni. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi Božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Gospod z vami, blagoslovi, varuje in vodi naj vas vsemogočni dobri Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v Božjem miru. Bogu hvala.